Dobar dan. Primer, recimo, najdejo pred vrati ali pa kjerkoli najdejo en kovček, ko nikomu ne pripada in to je že varianta, da je to nekaj sumljivo, da lahko nekdo pozabo ali pa je nekdo namerno pustil tam, ne. Ali pa nekdo nastavi kak predmet za nalašč, da pač ljudje mislijo, da je kaj nevarnega, pokličejo nas, mi prijemo na mesto, kjer se to zgodili in potem pač nekdo obleče to protimobno obleko, se gre do mesta, kjer je ta predmet postavljen, se postavi vodni top in se z varne razdalje s tem vodnim topom predmet razbija. Koliko ste imeli kaj teh primerov, recimo, v zadnjem času? Teh primerov je kar dosti, no, v bistvu so vsi primeri, ko so se tudi v občilih, tako da jih je kar nekaj, no. Jaz ne vem, tudi, ko ste dali en mesec v tej enoti, ampak že ta mesec smo imeli dva primera. Pa ste imeli že kdaj kako resno eksplozivno sredstvo v kaki torbi? To pa jaz ne bi vedel, ko sem še po malo časa tole. Jaz osebno še ne. Nimate še teh izkušenj. Koliko je pa ta zaščitna obleka dejansko res zaščitna? Iz kakega materijala je to, da zaščitna? Obleka je iz kevlerja, kombinirana z ploščami kovinskimi, neprebojnimi. Kada je zaščita, tudi večji delci, fragmenti, recimo od bombe ali pa od telesa, ko eksplodira, v bistvu je zaščita. Večja zaščita je na sprednji strani, kada tudi ko greš ti od predmeta, ko si recimo nastavil vodni top ali pa recimo, da si postavil sistem za rentgensko slikanje tega predmeta, se vedno umikaš ritensko, da v bistvu če poči, ko se ti umikaš, da zadane, tukaj je večja zaščita, ne zadane na zadnjo stran. Zgleda, a me slište? Malo. Je zaščita dobra, ne? Je zaščita, se to lahko gledate, koliko je debelo steklo, ne? Ima pa zadeva tudi ventilator v čeladi. Tu se priklopi zadnje ena taka zadeva, malo daljša, šnorkelimo pravimo, in ko se to priklopi, se ventilator prižge tako, da prije ventilacija, svež zrak imaš, lažje dihaš, pa ne prije do razsenja šipe. Kakšen je pa kaj občutek tole imeti v roko? Ne vem, malo je težko. Koliko misliš, da je težko? Nimam pojma. Kaj zdaj to punce? Koliko misliš, da je težko tale? Kakšno kilo 200? Ja, več je pa zihar. Ni to težko. Kaj pa imaš to za eno orožje, kaj veš? Pojma nimam. A vi ste v okviru šole tle? Ne, prostovoljno. Ja, a res? malo skušali sem. Vas zanima ta poklic mogoče? Ne, tako malo smo probali, ko imeti pištole v rogah, tako. Dobro zgledaš, nek una Angelina Jolie. No, ja. Ti pa Ja. ne vem, kako zgleda. James Bond, evo. James Bond, ja. Kaj najbolj? Fanti, jaz s temi pištolami mečkam bolj sem. Duma cela zgradba. Da nam mogo roke podati. Halo, prele sem vam nekaj razložil tamne. Halo, bliži, pa prej sem vas na to prosil. Si že kdaj držal puško v roki? Vosko. Vosko. Gospod, to imate prav računalniško simulacijo, ali kako? Ja. Kako pa to funkcionira? To pa čisto einfach. Recimo zdaj eden od teh programčkov je tak narejen na časovno. Ne? Recimo, ko se odprejo, je na en določen čas, jih je treba dati vse zadeta. Ne? In se pol vidi, koliko časa si zadev vseh teh 7 tarča. Ne? No, da vidimo. Ja, si ga Isus, kako ti bo to uspelo? On je boljši. A na računalniških igricah simulirate? Sedi na pivu. Koliko ste pa stari? 10. Da. Ti skoraj vsak dan lahko strelaš.
Kje se pa šolate za to? Vse pri meni. Koliko cajta ste vi že tukaj v specialni enoti? 25 let pa pol. Pa ste že skrivili. Pa Mars, kdo je še z moje roke, ja? Nisem že toksin. Ma niti ne. No, pa bo redu. Ste že kdaj koga ustrelili? Demo. Ura laufa, tarče stojijo.